Ok, jaz mislim, da lahko kar začnemo, a ne, Anja? Ja, Ok, cool. Evo, dobrodošli na še zadnjem webinarju v sodelovanju Razturi na maturi in KMŠ. Danes sem samo jaz z vami, ponavadi sem jaz naredila vedno uvod. Jaz sem pa drugače in ustanoviteljica Razturi na maturi in tudi profesorica angleščine in nemščine, tako da danes bom jaz z vami malo obdelala angleščino. Se opravičujem, ker nimam PowerPointa oziroma prezentacije, ampak sem zdajle 1 uro se ukvarjala s tem, ker mi je pač crashnul računalnik, tako da sem zdaj se iz moževga prijavila. Vse vem, kaj vam imam za povedati, tako da dobili boste res vse informacije in zelo uporabne stvari, ampak ne bomo imeli pa PowerPointa zraven, tako da če bo karkoli, res kar vmes napišite vprašanje, če bom slučajno kaj skakala, ampak točno vem, kaj vse vam moram povedati. Anja, boš še ti pozdravila? zdravo, jaz sem Anja, sem vodja dijaške sekcije Kluba mariborskih študentov. Rada bi samo nekaj malega povedala, da še več informacij o naših dogodkih lahko nas spremljate na Facebooku Klub mariborskih študentov. Organiziramo tudi koncerte, stand-upe, razna predavanja, tudi okušanja hrane imamo tu pa tam kaka, zdaj imamo ravno naslednji turško. Smo pa tudi v sodelovanju z Razturi na maturi, tudi če ste bili na katerih drugih teh webinarjih naših, ste slišali, imamo kodo za bolj poceni vsebino na Razturi na maturi, kjer je res pač vse za maturo, vsa osnova na enem mestu, tako da se vam res splača. Ta koda je v opisu dogodka na Facebook strani, tam, kjer ste se verjetno prijavili, tako da vam tam vse piše, bo pa tudi še potem omenjeno na koncu. Tako da ja, to je vse, kar mi je za povedati. Super, pol pa hvala lepa, Anja. Tako, zdaj pa mi najboljš, da kar začnemo. Zdaj danes, glede na to, da ni prezentacije tako, da jo gledate zraven, jaz kar predlagam, da imamo res tako sproščeno, danes nas je tudi najmanj, ker je po moja angleščina res taka, ki pač ne dela ful veliko ljudem težave ali pa kakorkoli. Tako da jaz predlagam, da se kar tako zmenimo, da če imate res kakršnokoli vprašanje, da mi kar sproti napišete v chat, pa imamo lahko ali tako kot pogovor, jaz pa seveda bom pač ta svoj del vam povedala. Tako da samo malo, da dobite občutek, kako sem nekako sestavila današnje predavanje, kakorkoli se temu reče. Se pravi, najprej bom čisto na splošno povedala, kako izgledajo vse pole, koliko časa trajajo, kakšne naloge so not, tako da boste dobili malo bolj konkreten občutek, kaj vas čaka na maturi. Potem bom malo dala tako nasvete za reševanje teh različnih nalog, ki se pojavljajo, in pol na koncu bomo še malo pogledali pogoste napake, ki jih dijaki večinoma delajo ali pri pripravi na maturo oziroma pač pri samem pisanju. Pač jaz že ful dolg časa učim dijake, jih pripravljam na maturo, tako da se mi je res nabralo že ogromno izkušenj in res črpam iz tega, da lahko pa vsaki novi generaciji pomagam pa dodam še kakšno stvar. Tako da res, če bo karkoli, mi kar vmes sproti napišete. Zdaj bom videla, če bo glih pasalo v to, kar govorim, bom že vmes vključila kakšna vprašanja, če ne bom pa sigurno na koncu na vse odgovorila, karkoli vas zanima, tako da brez skrbi. Zdaj pa mislim, da najboljš, da kar začnemo. Se pravi, angleščina je sestavljena v bistvu iz kar veliko delov, se mi zdi, da kar mogoče največ delov ima angleščina na maturi. In sicer prva pola oziroma pola 1A je bralno razumevanje. Se pravi, pač preberete besedilo in odgovarjate na vprašanja. Ta vprašanja imajo pač različne tipe oziroma so različnih vrst. Ali so multiple choice, ali so kratki odgovori, ali so kakšna povezovanja, karkoli takega, tako da pač te tipi nalog niso nič posebenega, tudi so sigurno taki, ki ste jih že sproti v šoli delali, tako da ne bo nič novega. Za bralno razumevanje imate 35 minut časa,
In bralno razumevanje je vredno 20% celotne ocene, ki jo dobite pri angleščini na maturi. Tako da to je prva stvar. Pol pa znotraj oziroma skoraj v isti polju oziroma na isti način, potem sledi še poznavanje in raba jezika. To so v bistvu te gap fill naloge, ki verjetno, mislim, vsaj po mojih izkušnjah dijake najbolj skrbijo. Je pa zares ta pola, te reče izpitna pola 1B, imate 25 minut časa za to, je pa vredna v bistvu najmanj od vseh pol, vredno je 15% cele ocene. To ponovadi dijake kar preseneti, tako da v bistvu jaz jim hočem vedno povedati oziroma vam hočem vedno povedati, da tudi če vas skrbi ta gap fill oziroma če vam to predstavlja eno tako najtežjo stvar za učenje, za razumevanje, ne vas neha toliko skrbeti, zaradi tega, ker sploh ni toliko vredno. Je recimo bralno razumevanje več vredno ali pa večina drugih pol. Tako da ta gap fill se mi zdi, da ni taka huda stvar, kakor si mogoče predstavljate. Pol je pavza in potem imate izpitno polo 2, to je slušno razumevanje, se pravi listening. Ta je v bistvu ful kratka, ta tako maksimalno 20 minut traja, vredna je v bistvu isto, kot poznavanje in raba jezika 15%. In tukaj pač poslušate 2 različna posnetka in odgovarjate na vprašanja. Večinoma je pri prvi nalogi true, false, pri drugi nalogi pa ali kakšen gap fill ali odgovarjanje na vprašanja, karkoli takega. Tako da to je slušno razumevanje, pri slušnem razumevanju 2-krat pač slišite vsak posnetek, tako da tudi tukaj naj vas ne zagrabi panika, če pač ne slišite ali pa če ne napišete vseh odgovorov naenkrat, tako da tukaj kar mirno pristopite. Potem je spet pavza in potem imate še pisni del oziroma pač pisanje. Tukaj imate pa 2 pisna sestavka za napisati. Se pravi, prvi je pisni sestavek v eni izmed teh stalnih sporočanskih oblik, se pravi report, article ali pa nek formal letter oziroma email. Tako da tukaj imate načeloma pol ure časa in ta delček, se pravi ta krajši del pri writingu je vreden 10%, daljši pisni sestavek, ki mu pa sledi, je pa vreden 20%, tako da v bistvu ta writing skupaj je vreden 30% celotne ocene. Za ta daljši pisni sestavek imate pa 60 minut časa, tako da časa je načeloma več kot dovolj za te stvari napisati. Je pa res tako, da ful se da dobro naštudirati te pisne sestavke, pač sploh pri teh stalnih sporočanskih oblikah, tako v bistvu vam vsebino že v iztočnici podajo in vi morate samo vedeti, kako mora izgledati vsaka ta pač različna opcija, se pravi, kako mora izgledati report, kako mora izgledati article, kako mora izgledati email oziroma formal letter. In pač, če imate že zgradbo ta pravo, dobite že ful točk, tako da že to je en velik del. Tako da ja, to je ta krajši pisni sestavek, ta daljši je pa na osnovnem nivoju pač dobite nek random naslov oziroma mislim, da dobite 2 na izbiro, pa si pač enega izberete. Na višjem nivoju pač splošne mature je pa to ta esej na temo književnosti. Tukaj pač ste imeli letos za prebrati 2 knjigi, se pravi za višji nivo tudi za ta pisni del, za ostale pa pač za ustni del, ne. Tam je pa tako, da itak dobite tudi 2 naslova, ker si lahko tudi sami izberete, katero knjigo boste obdelovali, tako da pač either or, kakorkoli si lahko izberete, da je vam boljše. In to so v bistvu vse te pole, ki sem jih zdaj povedala, potekajo na isti dan. Potem kasneje, pač, ko so pa ustni izpiti, imate pa še ustni izpit pri angleščini. Ta pa tako traja približno 15 minut, recimo dobite listek, imate 15 minut, da se pripravite in pol pač ste na vrsti in je v bistvu tako iz nekih 3 delov, mislim, ne iz nekih, pač točno iz 3 delov je sestavljen, tako da
bomo pogledali tudi, kako to izgleda vse skupaj. Zdaj, oziroma na bralno razumevanje se jaz ne bi ful v detajle spuščala, zaradi tega, ker ful ni toliko veliko za povedati. Verjetno če ima kdo kakršnokoli vprašanje glede bralnega razumevanja, naj kar napiše, pa bom pač karkoli vas zanima razložila, ampak zares pač tukaj ful ni nek rocket science, pač prebereš, odgovoriš na vprašanja, kakšna vprašanja so malo bolj triki, ampak načeloma se vedno zavedajte tega, da imate vse odgovore v besedilu, ki je pred vami. In tudi besedila so vedno majčkeno daljša, tako da imate vsaj nek kontekst in se res dajte na to zanašati. Pač preberite večkrat, če je treba, tudi če veste približno, kje se nahaja odgovor, res preberite ali cel odstavek ali vsaj par stavkov, ki pa se ponavadi tako tudi navezujejo en na drugega. Tako da res ne samo enega delčka prebrati, ampak malo več naokrog. In tukaj pač je tako, malo je od sreče odvisno, kakšna besedila dobite, a vam bo kul, a vam ne bo, ampak vse načeloma pač to bralno razumevanje ni zdaj nek ful hud bav. Je pa fino, mislim, da vam pa definitivno priporočam, da ko se boste pripravljali na maturo, ko se boste kaj učili, da vsem za vajo naredite tudi ene par teh bralnih razumevanj, zato da se vsem nekako, da boste vedeli, kako izgleda, da boste videli te različne tipe nalog in da vam v bistvu ne bo to neko presenečenje, ko pridete na maturo, da boste res vsaj vedeli, kaj pričakovati na bralnem razumevanju. Tako da to je zares to, če imate karkoli glede bralnega, mi pa kar napište. Jaz mislim, da je zdaj za vas verjetno bolj pomembno, da gremo na to izpitno polo 1B oziroma poznavanje in raba jezika oziroma gap-fill. Tukaj je tako, da dobite dve nalogi. Prva naloga je vedno one-word gap-fill, se pravi, da pač random lahko katerakoli beseda, pač ena beseda paše v gap in vi morate pač pač morate po nekem logičnem sklepanju ugotoviti, katera naloga paše zraven. Tukaj je zares tako, da greste lahko ful čez en tak fin seznamček, recimo, kire stvari bi pasale noter, pa kire ne. Če vas ful v detajle to zanima, imamo mi na platformi kar ene par webinarjev o gap-fillih, pa smo v bistvu kar en tak seznam naredili, kire so možni odgovori oziroma na kaj pomislite, ko izpolnjujete gap-fill. Moj predlog je tak, da greste mogoče tako, a manjka kakšen člen, se pravi n, d, karkoli od tega. A manjka, oziroma da mogoče najprej sploh določite besedno vrsto, se pravi, a iščem člen, a iščem glagol, a iščem samostalnik, pridevnik, prislov, karkoli, tako da najprej v bistvu probite to ugotoviti, kar lahko pač ugotovite iz sosednjih besed oziroma iz stavka kot celote, pač da vidite, kaj manjka. Če ne, pa lahko, če pa pač vam res ni jasno, pol pa razmišljite, a moram na nek način povezati kakšne stvari v stavku med sabo, se pravi, a rabim kakšen linking word mogoče, a rabim mogoče kakšen predlog, se pravi preposition, at, in, on, while, karkoli. A rabim mogoče sam zanikati kaj, lahko da rabite sam no noter napisati ali pa none ali pa kaj takega. A rabim kakšen pomožni ali pa modalni glagol dodati noter. A je mogoče to relative clause, pa rabim who ali pa which ali pa that noter napisati. Tako da v bistvu je ful enih takih opcij, preko katerih lahko greste v bistvu kakor v enem seznamčku, če res niste prepričani, kaj pa še noter. Tako da ta one-word gap-fill izgleda mogoče malo scary, zaradi tega, ker nimate nič v oklepajih ali pa tako, ko tam vsem pri glagolih imate pač glagol v oklepaju zraven, pa vsaj veste, nekaj s tem mora biti. Tukaj res ni ničesar, ampak se pa res da lepo iz konteksta oziroma iz stavka ugotoviti, katera pač stvar bi najbolj pasala tukaj zraven. Tako da ja, pol druga naloga
je pa ali. Lahko dobite word formation, lahko dobite pa gap fill verbs, se pravi pač glagolske oblike. Tukaj je v bistvu zelo podoben, kot sem zdaj razlagala za ta one word gap fill. Se pravi, tukaj pa pejte gledati, se pravi, spet najprej kontekst pogledajte. A imate kakšne te signal words, a ne recimo, ne vem, signal words za present simple, so usually, often, never, always, sometimes in tako naprej, ali pa every day, every year, every month, kakorkoli. Se pravi, če boste v stavku videli kakšne od teh besed, pol bo skoraj ziher present simple. In v bistvu za vsakega izmed časov angleških imate nekaj teh signal words, ki vam lahko ful lepo pomagajo ugotoviti, kater čas uporabiti v stavku. Tako da to je ena stvar. Druga stvar, poglejte, a morate glagolu dodati kakšno končnico, a ga pač morate dati v pretekli. Mu morate dati ing končnico, to je ful pogosto. A rab mogoče kakšno predpono, pripono, se pravi, ga morate sam zanikati mogoče, a ne, da date an ali pa im ali pa kakorkoli spredaj. Tako da spet, teh opcij je ful, a morate ga zanikati. Pol vedno lahko pogledate stavke, pa ugotovite, a je to mogoče if stavek, a je relative clause. A rabim dati v bistvu v čisto osnovni obliki glagol noter. Tako da tukaj je spet kar precej enih možnosti in isto na ta način, če pač se vam po feelingu, če nimate občutka, kaj bi dali v gap, lahko greste po nekem takem seznamu, a ne, da ste tako, ok, a moram kakšno končnico, a moram kakšno predpono, a je tukaj skrit kakšen conditional clause. Tako da vse to, kar sem zdaj omenila, je sigurno pametno, da pač, če niste ziher, da greste malo čez. Za word formation pa v bistvu po eni strani še mečkam bolj preprosto, ali pa tudi ne, no, kakor komu. Zares tukaj pa morate spet najprej ugotoviti, a boste dali, mislim, kaj boste s tisto besedo naredili in predvsem, da najprej ugotovite, kakšno besedo iščete. Se pravi spet, a iščete samostalnik, a iščete glagol, a iščete pridevnik, ali iščete adverb. To so zares te 4 opcije. Adverb je full easy, ker ima večinoma končnico ly, a ne, recimo, ne vem, če je pridevnik beautiful, pol je adverb beautifully in je to. Tako da za tega so dost preproste končnice. Za vse ostale so pa tudi pač neki taki splošni napotki oziroma neki najpogostejše predpone ali pa pripone. Tako da pač malo si sestavljite besede zraven ali pa itak imate v oklepaju, a ne, eno besedo, iz katere pač morate nekaj izpeljati. Tako da v tem primeru je super, da pač, če niste ziher, da malo probavate, a ne. Pač dejte par različnih predpon noter ali pa pripon na koncu, pa boste že najdeli eno smiselno besedo. Pa pač kar res, karkoli se spomnite, magar si tako zraven, kar v izpitno polo pišete. Meni vem, da je to vedno pomagalo, predvsem tudi za spelling, če nisem bila ziher, a ima zdaj to 2 l-ja, ali je o-u, ali u-o, ali kakorkoli, sem si vedno besede tako napisala zraven, zato da sem jih pač fizično videla napisane in mi je to pol vedno pomagalo, da sem pač zbrala pol eno ta pravo. Tako da to je mogoče tudi en tak hack, oziroma ne zdaj glih hack, no, ampak tako, na kakšen način si lahko pomagate pri tem. Ja, pol, kar se tiče, ok, zdaj jaz vem, da ful jaz not padam in ful velikrat grem prehiter čez. Tako da zdaj vidim, da sem vam že kar nekaj informacij dala, pa vas prosim, da lahko se kar pač z mikrofonom oglasite ali pa v chat napišete, a imate do te točke kakršnokoli vprašanje. Se pravi, zdaj smo obdelali bralno razumevanje pa gap file. Bom počakala kakšno minutko recimo, da če bo kdo kaj napišel v chat, kar izvolite, če ne pa mislim, da bo še lažje, če se kar javite z mikrofonom pa vprašate. Tako da se bom zdaj malo ustavila, da imate opcijo, pa bom šla pa naprej.
Ok, mislim, da ni nobenih vprašanj, če pa bo, pa pridemo nazaj. Gremo naprej na pisne sestavke. Se pravi, tukaj je fino, da veste, kakšni so kriteriji ocenjevanja. Se pravi, kaj vse vam ocenjevalci gledajo, pa kaj vse spremljajo v vaših pač pisnih sestavkih. Zato, da tudi veste, na katere stvari morate biti vi pozorni. In se pravi, prvi kriterij, najpomembnejši je vsebina. To pomeni, da morate vi pač napisati vsebino, ki se nanaša na iztočnico, oziroma pač kakršenkoli imate naslov, oziroma kaj vam piše v iztočnici, da vi pač o tem pišete, da ne pišete pač v nečem X. Tako da to je prva stvar. Druga stvar je sporočilnost. Se pravi, a se iz vašega besedila da razumeti, kdo ste vi, kdo je publika oziroma kdo je bralec, da se pač neke te v bistvu splošni načini pisanja vidijo iz tega. In tudi, če ste pač ta pravo sporočilo v bistvu dodali v svoj esej, se pravi, a ste ta pravo vsebino poleg tega dali noter. Pol je besedišče in register, se pravi, če morate eno formalno pismo pisati, da je pač res na formalen način napisano, da ni nekih slengovskih besed noter, pač karkoli podobnega. In seveda besedišče, da je primerno, pa da je dosti raznoliko. Se pravi, da, ne vem, če skozi omenjate eno besedo, da ni skozi ena in ista, ampak da mogoče za eno besedo kakšen sinonim uporabite ali pa kaj takega, se pravi, da imate pač, da pokažete, da imate nek bogat besedni zaklad. In ta zadnji kriterij je še jezikovna pravilnost. Tukaj je pa pač pomembno, da pazite na jezik, da uporabljate različne stavčne strukture, se pravi, da je kakšen stavek krajši, kakšen stavek daljši, da so kakšni malo zapleteni, da date znotraj pač še kakšno malo bolj kompleksno jezikovno strukturo, da spelling štima in tako naprej, da so velike začetnice pravilno zapisane, da so ločila pravilno zapisana, tako da to so v bistvu take dosti basic stvari. In to se zda tako zelo lepo naučiti in tako, zdaj, ko sem vam povedala te kriterije, vam je sigurno, mislim, ste mogoče ugotovili, da tako za pol stvari, ki so v bistvu vam že čist logične, da valjda, da na tak način nekaj napišete, to v bistvu že skoraj pol točk dobite. Tako da pa res pač, koliko se izkažete z besediščem, se pravi, pri teh pisnih sestavkih imate lahko tudi slovar zraven, tako da tukaj vam res priporočam, da mogoče na koncu, če vam ostane kaj časa, greste za kakšne besede, probate najti še kakšen sinonim, kaj takega, da še malo pač bolj raznoliko zadeve zapišete. Tako da tukaj res uporabite slovar, ki vam lahko ful prav pride. No, mislim, lahko veliko odnesete od tega, da ga uporabite. Jaz vam tudi priporočam, da si vedno naredite osnutek, sploh za ta daljši pisni sestavek, se pravi za esej, zato da si splanirate, se pravi, ne vem, če imate neke argumente zapisati, kakšne primere uporabiti zdaj, ali za osnovni nivo, ali pa iz knjige primere vzeti, je vedno fajn, da si vnaprej pripravite osnutek, zaradi tega, ker vseeno to je pač malo daljši tekst. In če imate dober osnutek, pol tudi veste, pa si lahko res dobro splanirate pač svoje pisanje in se tudi med tem, ko pišete, ne ustavljate preveč, oziroma tako, kdaj se lahko pol za nek argument ali pa za eno stvar ful razpišemo in pol se tudi struktura malo poruši. Ker pol lahko se v enem odstavku za eno stvar ful razpišeš, pa že vidiš, zmanjkalo mi je časa, moram zdaj pohiteti. In je pol, ne vem, drugi odstavek v jedru ful krajši od prvega, tako da se malo ta koherenca recimo poruši lahko. Tako da vam res priporočam, da ko preberete iztočnico ali pa ko dobite naslov, da si res vzamete 2-3 minutke, da razmislite,
o čem boste pisali, kako si boste strukturirali esej, sprav kakšne argumente ali pa primere boste uporabili, zato da pol tudi točno veste, kje ste in lahko v bistvu zraven že kljukate, vidite, ok, jaz sem on time, vse štima in pač greste lepo na tak način naprej. Tako da tukaj vam res priporočam. No. Včasih se res sliši, ja, dobro, kaj mi bo zdaj ta osnutek, pač ne bojo mi ocenjevali osnutka, karkoli, sam vam lahko res veliko pripomore k tem, da pol bolj strukturirano napišete celoten esej. Tako da to so recimo moja priporočila za esej. Zdaj strukturo eseja poznate, ne, mora biti uvod, jedro, zaključek, tako da so pač ideje lepo povezane med sabo. Vedno je fino, da vključite kakšno ali retorično vprašanje ali pač kakšno tako stvar zraven, da še malo vtis naredite na ocenjevalce. Tako da ja, to bi bili mogoče neki najbolj pomembni predlogi oziroma na kar bi vas najbolj opozorila. Pa bom se zdaj spet malo ustavila. Ima kdo kakršnokoli vprašanje glede pisnega dela oziroma glede teh 2 pisnih sestavkov, ki jih imate za napisati? Ok, vidim, da ni vprašanj. To pomeni, ali da ful prehiter grem čez, ali pa da sem vse objasnila. Aha, vprašanje, ali bo to predavanje in prejšnjo objavljeno. Okay. Bomo jih dali na YouTube, čim nam bo uspelo vse zrihtati, no, predvidoma kmalu. Bomo pa seveda tudi javili in bomo na naš Instagram objavili in mislim, da bo tudi KMŠ objavil pol linke do teh predavanj. Ok, gremo na listening. Listening bomo šli v bistvu tudi dosti hitro čez, se pravi pri poslušanju. Vas lahko že na začetku pomirim, da si vprašanja sledijo po vrsti. Se pravi, ni pomešan listening tekst, da poslušate, pa imate pač random napisana vprašanja na listu, ampak gre vedno po vrsti. Tako da, če pridete med poslušanjem tam nekje do sredine, pa še niste nič odgovorili, pol pozabite v naprejšnje, ampak se skoncentrirajte na tiste, ki sledijo. Vedno je pa fino, ker lahko pač še enkrat poslušate in pol veste, ok, zdaj se bom pa pač skoncentriral na ta začetna vprašanja. Tako da tukaj pač se res ne preveč sekirati, če ta prvič ne odgovorite vsega, ker grejo tudi hitro, pa malo še spoznavate pač to listening besedilo, tako da tukaj je čisto normalno, če ne odgovorite vsega v prvo. Je pa fino, da tudi tako, če mogoče niste ziher za kakšen odgovor, da si že pač mogoče sam zraven tako zacahnete, kaj bi lahko bil tukaj odgovor, pa niste čisto sigurni, pa pol, kad drugič poslušate, pač greste še enkrat čez, pa se prepričate, če je pač tisto, kar ste predvideli ali pa kar se vam zdi, da bi bil odgovor, da pol si to potrdite. Tukaj pač res ne puščati praznih odgovorov. Tudi če karkoli na koncu boh ne dej, ampak če pač kaj spustite, niste ujeli, niste razumeli, karkoli, vse nekaj napište ali pa nekaj obkrožite oziroma pač karkoli bo že naloga zahtevala od vas, ker pač ni nobenih minus točk za napačne odgovore. Tako da karkoli se vam zdi, napište noter, mogoče bo prav. Velikrat je tudi tako, da je pač več možnih rešitev. Recimo, če greste gledati v kakšne stare rešitve od pač prejšnjih matur, lahko vidite, da je na primer v odgovorih oziroma v pravilnih odgovorov, navodilih za ocenjevanje, je vedno tako, ja, samo vsebinsko opredeljen odgovor, ni pa pomembno, na kakšen način to napišete. Ali pa da pač ja, mora se nanašati na to ali pa to ali pa to, se pravi, to so sprejemljivi odgovori, neki drugi pa niso. Tako da tukaj je res tudi možno več rešitev, tako da če se mogoče odločate med tem, ok, ne vem, a bi napisal to ali to, da sta pač dve zadevi podobni, je zelo veliko verjetnosti, da boste obe pravilni, tako da se ne preveč sekirati. Pa kar je ful dober pri listeningu,
vam recimo ne upoštevajo, mislim, vam nič ne znižajo točk, če naprimer neko besedo narobe zapišete, v smislu, da je pač spelling napačen ali pa da pač slovnično ni čisto pravilno. V bistvu vam to štejejo kot napako, edino, če je pač beseda drugače napisana, pa se spremeni pomen. Primer, toliko, da si boste predstavljali, če napišete recimo, čakaj, vam bom tle v chat napisala, da boste videli. Ok, tukaj sta recimo dve besedi, ki sta samo malo drugače spelani. Ena je hoping, ena je pa hopping. In pač hoping pomeni upati, a ne? Hopping pa skakati. Tako da, če se na tak način zgodi narobe drugače napisana beseda, tukaj bi vam recimo štel kot napako, a ne? Če bi pač tako zadevo narobe napisali. Če pa ne vem, imate za napisati beautifully, pa date 2 L-ja ali pa 1 L, pa pač ne veste, kaj je. Tukaj pa pač se ne spremeni pomen besede, pa je v bistvu vseeno, kako napišete. Tako da, vsaj po eni strani, pač, če ni spremenjen pomen besede zaradi spellinga, vam tukaj ne bojo dajali nobenih minus točk oziroma vam ne bojo odštevali točk. Tako da to je ena stvar. To je zares to, kar se tiče listeninga. Mislim, da to ponavadi se tudi za listening dijaki najbolj tako rečejo, ja, letos je bil najtežji listening, sploh nismo mogli slediti. Jaz bi rekla, da to, tudi mi, naša generacija je rekla, mi smo imeli najtežji listening, ampak ja, pol, če v bistvu gledate nazaj, jaz mislim, da je bolj razlika v tem, da ti je tisti listening najtežji zaradi tega, ker pač si ti na maturi in si tej v situaciji, ko pač imaš listening na maturi. Zaradi tega, ker doma, ko se pripravljaš, pa poslušaš te tekste, pač si mogoče malo bolj zrelaksiran, si malo bolj umirjen, te ne skrbi toliko, nisi toliko živčen, če nečesa ne ujameš vedno in je malo drugačen pač sam občutek pisanja. Tako da tukaj, kar dajte zaupati sami vase, tako, kot sem rekla za reading, pač tudi kakšen listening star, dajte narediti samo toliko, da spet boste videli, kako izgleda. Predvsem bi jaz rekla tudi zato, da ne boste se preveč sekirali zaradi listeninga. Vidim, da je eno vprašanje. Da skrbi listening, se mi zdi, da ne ujamem vsega prav čas, tudi ne vem, kako se pripravljati nanj. Ja, tako, kot sem rekla, na listening se zares najbolj pripravljate na tak način, da čim več teh starih listeningov naredite. Zaradi tega, ker na tak način se boste tudi bolj, zdaj upam, da lahko tako malo bolj pogovorno govorim tukaj, itak govorim pogovorno, se pravi, da se nekako furate v reševanje listeningov sploh, ne, da vas to preveč ne vrže iz tira, pol, ko pridete na maturo. Tako da res tukaj največ vam bo naredil, če čim več različnih vaj naredite za listening. Pač na Ricu ali pa tudi na naši platformi listeninga ni. Na Ricu imate za full matur nazaj listeninge in imate tudi posnetke, ki si jih lahko zloadate. In jaz vam res priporočam, da pač to, da naredite vsaj ene par teh vaj, zaradi tega, ker se boste izboljševali, boste videli. In če greste pol rešitve gledati, boste videli, da boste imeli vedno več prav. To vam to je pa sigurno res, zaradi tega, ker sem imela že toliko enih skupin in toliko enih ljudi pripravljala na maturo in ko smo delali listening, se je vedno videli, ne vem, na začetku, koliko so imeli dijaki pravilnih rešitev, pa koliko jih je skrbeli zaradi tega, ker niso vsega ujeli, ker jim je bilo ful težko slediti tem tekstom, pa se pa vidi, da že po parih vajah, že če narediš, ne vem, 4-5 vaj, boš že videla, da pač se ti bo sigurno izboljšal rezultat, ker boš bolj navajena reševati listening in se boš tudi bolj znašla, kar se tiče posnetkov. Tako da tukaj res pač ni neke čarobne rešitve, kako se lahko ful na hitro naučiš listening, ker je to res pač nek tak stil, ki ga dlje časa gradiš, ampak definitivno bi jaz rekla, da tako za zdaj pa do mature
sigurno najbolj pomaga, da čim več starih listeningov rešuješ. Upam, da je pomagalo. Jaz še imam eno vprašanje. Kakšne pa so teme večinoma, pač dobesedno karkoli je lahko tega za listening ali... Teme so v bistvu čist random. Vseeno pa pazijo, da so tematike take, da ste jih vi vsaj na nek način v šoli že obdelovali. Pač ne bo zdaj listening tema pač enega besedila, neka, ne vem, mikrobiologija, ki pač noben ne bo vedel ali pa noben ne bo poznal pol besed. Vsekakor bojo pač tematike take, o katerih ste vsaj že ali brali kakšne članke, ali se že pogovarjali tem v šoli, kakorkoli so pač, itak so predpisane, ne, že na splošno za maturo, tematike, ki pač so vključene v maturo, tako da tukaj ne bo zdaj enega ful odstopanja in bi res mogli vedno biti neki, pač kjer se vsaj malo znajdete, no, da ne bo tako, da vam pol besed sploh ne bo jasnih, tako da, to je to, ja. Ok, če ima še kdo kakšno vprašanje za listening, se komod kar javi, če ne pa vam razložim še speaking. Pol pa je v bistvu spet čas za vaše vprašanje. Ok, speaking pa zgleda tako, se pravi speaking imate pač na en drug dan. In speaking je sestavljen iz 3 delov, se pravi, vi pridete tja, izvlečete listek, lahko ga zamenjate, ko ga pogledate, če želite, lahko pa pač ga obdržite in so 3 deli. Part 1 je v bistvu, imate pol pogovor, pač z unim profesorjem, ki vas bo tam imel in dobili boste pač na listku neko iztočnice, se pravi, lahko je to neko ful kratko besedilo, lahko je neka slika, karkoli in vi imate v bistvu tukaj čisto svobodo, da začnete govoriti o tem, mislim, valjda mora biti tema nekako povezana s tem tekstom ali pa sliko ali pa ne vem, lahko je kakšna reklama ali pa kaj takega gor, ampak tukaj vi lahko ful v svoj prid oziroma v svojo smer usmerite tematiko. Se pravi, ne vem, če boste videli, če boste na slikci 2 osebi, ki sedita v parku na klopci, pa je pač ena mlada punca pa ena stara babica, recimo, pač zdaj si izmišljujem. Tukaj imate ful opcij, o čem vi lahko začnete govoriti. Tukaj lahko začnete govoriti o različnih generacijah. Tukaj lahko začnete, ali pa recimo, da ona mlada punca ima slušalke na ušesih, ona stara gospa pa ne bere časopis. Se pravi, tukaj lahko govorite o razlikah med generacijami, lahko govorite o medijih, ker sta pač 2 različna medija zraven, lahko govorite o tem, koliko folk več ne sedi na klopcah v parkih, ali pa, ne vem, konec koncev lahko to zapeljete v neko okolje, environment, karkoli. Se pravi, tukaj je na vas, oziroma imate vi ta privilegij oziroma opcija, da sami zapeljete pogovor v tisto smer, kjer ste vi najbolj samozavestni in pač o čemer je vam mogoče najlažje govoriti ali pa se najbolj spomnite besedišča, ki bi ga lahko uporabljali, tako da tukaj res izkoriste, da obrnete pač pogovor v svojo smer, ker tukaj res ni tako, da dobi to sliko in zdaj mora govoriti točno o tej temi. Tukaj so vedno recimo te iztočnice oziroma slike na tak način narejene, da pač je sicer kakšna tematika mogoče bolj obvious kot druga, ampak ne morajo vas pa slabo oceniti ali kakorkoli, če pač vi na kakršenkoli način uspete povezati tematiko, o kateri želite govoriti, pač z to iztočnico, ki jo dobite. Tako da to je prvi del in se pol pač s profesorce oziroma profesorjem malo pogovarjate o tej temi. Drugi del je pogovor o pač neki temi, ki ste obravnavali pri pouku. Tako da tukaj vas res ne more neka tematika ful presenetiti. Vse, mislim, ja, ok, je veliko tega, ampak mislim, da je zdaj tudi, ko so te prilagoditve od covida, da načeloma bi mogli vnaprej dobiti neke vsaj splošne tematike, ki se bojo pojavile
na maturi oziroma pač na ustnem delu, tako da vprašajte svoje profesorje za to. In ja, pač se pogovarjate s profesorjem, tukaj so res tako, profesori so ponavadi na ustnih delih mature ful prijazni, tudi če pač mogoče na pouku so bolj strogi, tukaj so res tako nice in res vam želijo pomagati, tako da ni tako, da so ful strogi pa da ne vam bo bed govoriti, ampak res vam pomagajo do tega, da vi ali najdete kakšno besedo ali da pač predvsem, da govorite, ne, pač tukaj je najbolj bedno, če ste tih, tako da tukaj je samo fino, da pač poveste, kar se spomnite o tej tematiki, pa spet mogoče zapeljete pogovor tja, kjer ste vi bolj safe. Če je pa karkoli drugače, vam pa itak tudi profesori še kakšno podvprašanje postavijo ali pa kaj takega, tako da vas tudi na ta način usmerjajo. Enkrat me je nekdo vprašal, če je ful bad, če ti profesori podvprašanje postavljajo, kakao to ne bi pomenilo, da pol ti sam nisi dovolj povedal ali kaj takega. Pač ni ful bad. Mislim, super, če ste sami dost not padete, da pač razlagate, ampak ne pomeni oziroma ni v nekih ocenjevalnih listih, da če mu postavim eno podvprašanje, 1 točka manj ali pa karkoli, tega ni. Tako da tukaj je zares bolj tako, da vam pač hočejo pomagati profesori, pa vas hočejo malo usmeriti ali pa kaj takega, če vidijo, da se vam malo zatakne ali pa kaj, tako da nič se ne sekirati, če vam bojo postavljali podvprašanja. In pol je še zadnji del, tretji del ustnega dela. Tukaj pa v bistvu imate interpretacijo pač nekega umetnostnega besedila oziroma pač odlomka iz knjige, ki ste jo pač imeli za prebrati. Tle dobite spet 2 opcije, in si lahko izberete pač eno ali drugo knjigo. Če ste na višjem nivoju, lahko dobite eno ali drugo knjigo ali pač eno izmed pesmi, ki so predpisane. Te pesmi in knjige smo mi obdelali v webinarjih na platformi, tako da jih imate ful v nulo obdelane in vse te pesmi smo interpretirali v sklopu zapiskov, tako da imate tudi vse to gor na platformi, da vam pač malo olajšamo situacijo. Tako da ja, in pa se spet recimo ali preberete odlomek oziroma da malo poveste kontekst, mogoče kdaj, kje v knjigi se je to dogajalo, s katerimi drugimi dogodki je mogoče povezano, in pa se pač spet o neki tej širši temi iz knjige pogovarjate s profesorjem. Tako da res je tle tako dosti tak, no pressure, načeloma bi mogli biti to kakor tako prijetni pogovori, tako da ni ta ustni izpit preveč stresen. Tako da evo. Jaz mislim, da sem vse te glavne informacije, kar se tiče mature iz angleščine, pa na kakšen način se pripravljati, da sem povedala. Mogoče bi sam še tako par zadnjih navodil vam dala. Se pravi za pač ali te, ki sem rekla, da bomo šli malo čez common mistakes oziroma kako se zares učiti oziroma pripravljati na maturo iz angleščine. Prva stvar je, tako kot sem že omenila, da se res pripravljate na vse dele, a ne, da ni, da se zdaj učite sam ali pa vadite sam gap fill, ker sem vam že na začetku povedala, da je v bistvu še najmanj vreden. Tako da res naredite kakšen reading, naredite kakšen listening, napišite kakšne eseje, pa jih dajte, ne vem, friendom za pogledati, lahko jih tudi meni pošljete. Tako da pač to res se probite na vsak del vsaj do neke mere pripravljati. Tudi na ustno, ne, pač lahko se s prijatelji usedete. Tudi na naši platformi jaz sem dala tako skupaj par različnih opcij kot neke listke, tako da lahko tudi pri nas to malo pogledate za neko usmeritev tematik pa tako. In lahko pač s friendom vadite listening, speaking. Tako da ja. Pol pač se vem, da je to ful tak že, da vsi to skozi govorijo, predvsem pač vaši profesorji, ampak res natančno preberite navodila. Recimo pri readingu pa listeningu imate kdaj navodilu, da morate odgovoriti oziroma napisati na črto, če morate odgovarjati na vprašanja, maksimalno 5 besed ali pa kaj takega, tako da tam res pazite,
da ne greste čez to, oziroma da pač si res sam preberete navodila, pa jih upoštevate. Pač saj ni ful toliko težko, sam pol na koncu, ko si mogoče malo živčen, pa si tam direkt na izpitu, mogoče malo prehiter preletiš kakšno stvar. Tukaj pač boste sam najbolj ziher, če boste prebrali navodilo in boste pač, ali pa si počrtite kaj v navodilu, ali pa kaj, če pač je neka taka pomembna informacija, samo zato, da ste pol pač malo bolj safe, pa malo bolj mirni, da prav delate. Tako da, to je eno. Drugo, da recimo, če vam ostane kakorkoli časa ob pač zaključku pole, dajte iti še enkrat malo čez svoje odgovore. Zdaj ne se ful sekirati ali pa karkoli, ampak recimo velikrat, ne vem, če niste ziher, si vmes mogoče označite, pri katerih odgovorih niste čisto prepričani. Se pravi, ne vem, recimo pri Gapfilu ali pa kaj, da ste se tam malo tako ste kolebali med enim pa drugim, pa niste vedeli, kaj čisto napisati, ali pa pač ste pustili prazno, ker niste bili ziher, pa se pol na koncu vrnete na tisto vprašanje, pa veste, ok, pač zdaj imam ful časa za to, da pač si zdaj, da malo bolj razmišljam, malo bolj razmislim o tem odgovoru, pa se pač v easy pol temu posvetite. Tako da pejte še enkrat čez, če vam ostane kaj časa. Tako, kot sem rekla, ne puščati kakšnih praznih gapov, zaradi tega, ker je pač sam škoda, tako da tudi, če se vam zdi, da boste največjo neumnost napisali, verjetno ne bo tako huda neumnost, kakor se vam zdi v tistem trenutku, tako da res naj vam ne bo to bed. Pa tako, no, mislim, če se boste vsaj malo pripravljali, mislim, ne vem, koliko vam gre dobra angleščina oziroma koliko vas skrbi angleščina, pač lahko mi tudi to malo pošerate, če želite, ampak res, da če ste se kakorkoli pripravljali na maturo iz angleščine, lahko vam jaz že zdaj povem, da greste lahko res samozavestno odpisati maturo in da ne dvomite vase, zaradi tega, ker če ste že tako psihološko naštelani, ok, to mi bo šlo, saj bo cool, saj sem se učila, pač vse bo v redu, pol greste čisto z enim drugim attitudom pisati maturo, kakor če greste vsi v krču zaskrbljeni, joj, kaj pa če bo to, pa se nekaj že vnaprej sekirate, kaj je pač sam škoda vaših živčev in škoda, ker velikrat tudi to vpliva zares na koncu na pisanje, ker ni, da kaj ne znate ali pa da se kaj niste pripravljali, ampak pol pač lahko živci naredijo svoje. Meni se je to pri matematiki dogajalo, ker mi pač ni šlo dobro, tako da poznam ta feeling, ampak res pač kar pejte lepo samozavestno odpisati izpit, ker bo sigurno vse ok. Tako da evo, zdaj sem se kar razgovorila, zdaj pa sem na voljo, bom počakala do 5 do 7, če ima kdo še kakršnokoli vprašanje, vidim, da nas je še ful malo ostalo, tako da komot se javite pač z mikrofonom ali pa v chat napišete, če vam je bed, pa pomagam. Eno vprašanje. Ali tudi na ustnem delu dobimo obe knjigi in se sami odločimo, na katero bomo odgovarjali? Ja, na ustnem tudi dobiš pač odlomek iz ene in odlomek iz druge, tako da se potem sama odločiš pač, o kateri knjigi bi rada govorila, tako da, yes.